Ok. Družba vsi najlepši pozdravljeni v družbi najboljših zaposlovalcev. Hvala, ker ste se pridružili. Najprej gredo zahvale Red Orbitu, ki je dal pobudo za to naše današnje druženje in nas tudi gosti. Hvala tudi tvoji ekipi, Andraž Boštjanov, ki je to zorganiziral. Hvala sogovorniki, da ste bili pripravljeni za tale pogovor. Dr. Robert Golob, Florian Entadej iz Zemante, Andraž iz Red Orbita in Gregor Rajš, Pivovarna Laško Union. Hvala tudi Petri, Zali in Tamari, ki so pomagali, in seveda hvala vsem vam udeležencev, da to prepoznate kot koristno, kar se bomo danes pogovarjali. Tako da v moji družbi je 5 sogovornikov iz 4 podjetij. To so dr. Robert Golob, je predsednik uprave Geni, Florian Bartol in Tadej Pavlič prihajata iz podjetja Zemanta. Vsak od njih vodi ekipo reda velikosti 25-30 ljudi, medtem ko v Geniju dr. Golob vodi kolektiv preko 300 zaposlenih. Tudi moja ekipa je samo 25. A ja, to je ožja ekipa. Robert, ok, dobro. Andraž je direktor in ustanovitelj podjetja Red Orbit, ki šteje približno malo manj kot 20 zaposlenih, 18 jih je po poročilu Zlate niti. In potem je tukaj z nami še Gregor Rajš, ki je direktor za kadrovske zadeve in član uprave v Pivovarni Laško Union in predsednik Slovenske kadrovske zveze. Naš pogovor danes bo tekel nekako v 3 krogih, smo se pogovarjali. V prvem krogu bomo pogledali, kaj so dosedanje izkušnje iz prvih nekaj tednov COVID stanja v svetu. V drugem krogu bomo pogledali, na čem naši najboljši zaposlovalci žanjejo, in se bomo malo poukvarjali s tako imenovano resilience, in potem bomo pogledali še v prihodnost, v novo normalnost. Za vprašanja, dragi udeleženci, vas spodbujam, da jih pošljete na chat, da bomo lahko pogledali, kaj vas bolj zanima, da morda tistemu damo večji poudarek. Čas za vprašanje je predviden po drugem krogu, tako da, če je nekako v redu tak vozni red zamišljen, predlagam, da kar začnemo s prvim krogom. In sicer moje vprašanje je enako za vsa 4 podjetja, za vse vas sogovornike. In sicer 3. teden približno je, kar živimo, to bom rekla, neko novo situacijo, ko smo bili primorani drugače začeti sodelovati, motivirati naše sodelavce. In zanima nas, kaj je tisto, kar so vas ti tedni že naučili, kaj deluje in kaj ne. In kaj morda tisto nekaj drugače, nenavadno, neobičajno, kar ste naredili, vzpostavili v odnosu z svojimi sodelavci v teh 3 tednih, kar se sicer brez COVID virusa ne bi zgodilo. Pa bi mogoče prosila dr. Robert Golob, če ta krog pričnemo z vami. No, najprej en lep pozdrav. Jaz že vnaprej povem, da bom brutalno iskren v svojih odgovorih, pa bom mogoče tudi koga presenetil. Torej, prva stvar, ki mi pride na pamet kot odgovor na to vprašanje, kaj smo se naučili, da je vse skupaj grozno. Ni pomembno, koliko smo se pripravljali, in smo se pripravljali. Ni pomembno, koliko računalnikov smo vštimali, pa 90% ljudi dela od doma, in grozno ni, ker bi trpeli delovni rezultati. Grozno je, ker je usklajevanje tako imenovanega privatnega in pa službenega življenja, sploh za tiste, ki imamo ali imajo otroke, izjemno hudo. In v resnici je to tisti največji izziv, s katerim smo se soočili. Spravi, kako uskladiti urnike naših najmlajših z našimi urniki. Pa smo mlada firma, pri nas je povprečna starost 35 let, pa kljub temu imamo kar velik izziv na tem področju. Tako da, naučili smo se in v naših vrednotah imamo prilagodljivost, da v teh cajtih je prilagodljivost tista, ki je v bistvu najpomembnejša vrednota. Vsi rezultati so oddelani, vsi dosežki so doseženi, ampak moramo preživeti tudi na nivoju, če hočete, čisto normalnega privatnega življenja. In tle so izzivi največji. Bi mogoče povedali kakšno dejanje, ki ste ga storili kot predsednik uprave, kot menedžer, kot lider,
ki je na nek način izkazalo to vrednoto, ker se vemo, dejanja govorijo glasneje od besed. Mogoče kakšna komunikacija. Normalno, da moraš komunicirati, komuniciraš 1 na 1, 1 na 10 in tudi 1 na 500, kar nas je pač toliko, ampak poanta ni v sami komunikaciji. Poanta je, da mora besedam slediti dejanje. In bom dal najbolj banalen primer. Preden smo začeli z delom od doma, je bilo predpisano, vsak dan ob 8 se štempljajte in se javite v službo. Sestanki, video bojo ob 8 zjutraj. To smo že zdavnaj opustili, ker ni delovalo. Ker ob 8 zjutraj bo treba poskrbeti, da je šla dobesedno mularija v šolo. In sami ne grejo v šolo. In so sestanki danes od 8 zjutraj premaknjeni na 9 ali 9:30 celo. Zato da lahko večina zaposlenih, ki ima ta izziv, opravi s svojim zasebnim izzivom in se potem posveti službi. Če smo na začetku bili zaskrbljeni, ali bojo naši delavci, to je tipično slovensko, oddelali svoje delo, ko jih ne bomo imeli na očeh, zdaj že točno vemo, da bojo delali še več, kljub temu, da niso na očeh, da jim pa moramo pomagati, kako bodo uskladili svoj privatni life. In tudi sama moja komunikacija po 1. tednu, po 2. tednu, po 3. tednu gre v to smer. Uskladite si svoj privatni life z službo in potem vam bo vse lažje. In popolnoma vam zaupamo, da ste odgovorni do službe, zdaj morate biti samo še odgovorni do svojega privatnega lajfa. In ko to tisti, ki najde ravnotežje med obema, tisti potem nima več izzivov. Okay. Hvala lepa, dr. Golob, za tole. Se selimo v Zemanto, Tadej ali Florian, ali na kratko vsak od vaju mogoče? Lahko jaz začnem. En lep pozdrav vsem skupaj. Se mi zdi, da ko je prišlo do te situacije na Zemanti in tudi sama matična firma Outbrain, za nas to ni bil prevelik šok, itak smo bili vajeni, mislim, sam move na delo remote, bom rekel, šok, pač svetovna situacija je. Tako da veliko imamo ekipnega sodelovanja že odprej, imamo ekipe, kjer so menedžeri mogoče remote, oziroma imamo globalne ekipe, ki se itak pogovarjajo samo prek Zooma. Tako da za nas sama migracija na to je bila v bistvu 1, 2, 3, tudi vse je delovalo prvi dan. Kar se tiče izzivov pa dilem, itak, tako kot je bilo prej omenjeno, samo nekaj tako, kako bo to vplivalo na komunikacijo ali produktivnost, moralo. Mogoče z novimi zaposlenimi, ki so bili zaposleni, ne vem, mesec, 2 nazaj, je to največja sprememba, kar naenkrat človek, ki ga ima še 1 meter stran, ga ni več. Tako da mogoče rabijo samo več pozornosti, kar pa mislim, da tudi delamo ogromno na tem področju. Mogoče Florian lahko še doda. Mislim, jaz eno stvar, lep pozdrav najprej vsem, eno stvar, ki bi jo jaz dodal, tako kot je Tadej rekel, mi smo bili že zelo navajeni delati na tak način. Recimo, vsi smo na laptopih, to je recimo že ena stvar, nismo imeli te ovire, da bi mogli ljudem zagotoviti pravo opremo. Pa predvsem bi izpostavil komunikacijsko strukturo, ki je predvsem močna. Pač zelo močen del naše kulture je, da se vsak vodja enkrat na teden, 1 na 1 dobi z vsakim članom svoje ekipe. In to je v bistvu zelo pomaga v remote delu, kjer mora komunikacija biti veliko bolj strukturirana, kot je mogoče on-site, kjer se stvari kar nekako naravno zgodijo pa dogovorijo. Ampak pri nas je ta komponenta že skozi bila zelo močno prisotna. Tako da ta prehod v bistvu nas ni tako zamajal pa prvo iztira, kot bi si mogoče kdo mislil. Tako da to se mi zdi bil tako dober temelj za vse skupaj. Kar smo konkretno delali, da smo se spopadli s tem, komunikacija spet sama je mogla biti redna od samega začetka, ko smo začeli zaznavati, da se nekaj dogaja v svetu. Smo že začeli postopoma komunicirati in komuniciramo še zdaj. Na vseh nivojih, na nivojih team leadov, na nivoju mene, ekipi, na nivoju Andraža, celotni Zemanti, tudi na nivoju celega Outbraina. Tako, druga stvar pa seveda, podpreti smo poskušali ljudi, kolikor se da, dokupili kakšnokoli opreme bilo potrebno, ponudili, da se jim celo na dom dostavi stvari, da si lahko iz pisarne odnesejo vse od miz do monitorjev in česarkoli, da si pač lahko doma uredijo dobre pogoje. Pa zadnja stvar, ki bi še omenil, se pravi, poskušali smo ta neformalna druženja oziroma ustvarjati čim več priložnosti, da se ljudje še vedno lahko nekako neformalno družijo.
kot primer, mi imamo vsak četrtek kosilo, se pravi, en kuhar pride k nam v pisarno in skuha kosilo za celo pisarno. In to smo kljub temu, da smo zdaj remote še vedno obdržali, s to razliko, da ta kuhar zdaj kosila dostavi na dom vsem zaposlenim. Sva glik z južne s Florianom. Ja, dejansko. To se vam zdaj mečka spi. Malenkost. Priznajte, šala. No, zdaj pa še iz Zemante skok v Red Orbit. Andraž, kako pa pri vas prilagajanje? Ja, živijo še z moje strani. Pri nas je zelo podobna situacija. No. Mislim, da je malo lažje nam, zato ker smo prilagojeni, gledamo večino na digitalu, tako da takoj po unem izbruhu virusa v Italiji smo imeli že interne sestanke in vzpostavljene protokole, tako da sama prehod v ta karanteno popolnoma deloma od doma niti ni predstavljala velikih težav. Kot je že Robert omenil, glavni izziv, ki smo ga mi zaznali, je predvsem ta, da se je meja in ločnica med private lifeom in work lifeom popolnoma izbrisala. In zelo hitro smo ugotovili, da je bolj pomembno, kot da delamo 8 ur skupaj, to, da so stvari pač narejene in da vsak najde svoj ritem v življenju. Eni imajo otroke doma, kot smo slišali, eni so celo starši samohranilci, ki je še 10-krat težje po moje. Tako da pač važno je, da zelo veliko komuniciramo, zelo veliko dajemo na to, da pač mi še zmeraj ohranjamo jutranje sestanke, kjer se cel tim srečuje in mislim, da to, da se vsak dan vidimo, nas je še bolj povezala. Ta situacija nas je izredno kot tim povezala, vsem je jasno, kaj so njihove naloge, pač zaupamo in popolnoma vemo, da kaj delajo, tako da tle sploh nima problema. Podobno kot Zemanta, tudi mi skrbimo, ali pa probamo skrbeti za eno zdravje vseh sodelavcev, tako da smo tudi, mislim, da ta torka, sredo, smo vsi dobili na dom dostavo svežega sadja, pa malo vitaminov. Zadnja stvar, ki je pa, se mi zdi zelo pomembna, je pa ta ena-na-ena komunikacija. No. Z večino mojih direct reportov, ali pa rekel, skoraj s celo ekipo se jaz probam, če ne vsak dan, pa vsak drug dan slišati. Pa ne zato, da ni moj namen, da delam neki nadzor, kaj delajo, ampak ok, kako si, kaj se dogaja, kako handlaš situacijo, ker situacija je stresna. Vsi imamo določene spremembe življenjske in to brutalne življenjske spremembe v vsem, kar se dogaja in jaz mislim, da si moramo tukaj skupaj stopiti in drugemu pomagati. Super, hvala lepa, Andraž. In imamo še veliko proizvodno podjetje na 2 lokacijah. Gregor, kako pa pri vas v pivovarni Laško Union, kaj so dosedanje izkušnje, kaj ste se do zdaj naučili? Lep pozdrav vsem skupaj, tudi od doma, tudi po kosilu. Čeprav kosilo sem sam skuhal, ni bilo dostavljeno. No. Ja, pivovarna Laško Union je tudi del multinacionalke Heineken in mogoče pri nas smo situacijo prepoznavali že, ali pa smo bili nekako informirani malo bolj v detajle že v januarju, že bom rekel bistveno prej, ampak čisto osebno je izkušnja enostavno, dokler te ne zadane tega, ne znaš realizirati, niti ne znaš, mislim, da bom rekel, toka misli postavljati v to neko novo situacijo. Tako da pripravljali smo se, bom rekel, imeli scenarije, nekaj ukrepov, hvala Bogu, danes lahko rečem, sprejeli zelo hitro oziroma vsaj naredili neke zaloge, recimo te zaščitne opreme in tako naprej, tako da smo približno pripravljeno prišli, ampak ko je bil tisti hit, se pravi prvi primeri v Sloveniji ali pa v sosednji državi in tako naprej, enostavno takrat smo se na tem kriznem timu, ki je bil vzpostavljen, isto zavedli, kje smo zdaj. In mogoče ena taka situacija, ko to odraža, kako to izgledalo, v bistvu odločanje iz ure v uro, spreminjanje odločitev je bilo. In seveda treba razumeti, mi smo proizvodno podjetje, mi nismo, bom rekel, v tem smislu digitalizirani, mogoče kot ste predhodniki to povedali in tudi imamo različne skupine ljudi, ampak recimo še v četrtek, če se spomnite tistega dogodka, mislim, da je bil za kamniško šolo, kakorkoli že, smo se pogovarjali o tem,
a bi mi ljudi iz, bom rekel, tega headquarter dela dal delati od doma ali ne bi, pa kako bi k temu pristopili, pa smo rekli, ne bomo, poskušajmo čim dalj časa držati, ena od naših glavnih vrednot je safety first, smo varno okolje, smo poskrbeli za varnost, ni potrebno. To je bilo recimo nekje ob sredi dneva, tam ob 12:01. Zvečer ob 10:00 se spomnim, mi je enostavno naredilo klik. Mi moramo te ljudi poslati domov, ker jih bomo v prvi vrsti zaščitili njih, v drugi vrsti bomo zaščitili pa vse ostale, ki jih nikoli v nadaljevanju te krize verjetno ne bomo mogli poslati domov, ker enostavno zmanjšanje števila ljudi na kupu bo pomenilo manj potencialnih prenosov in bo pomenilo, da bomo lahko zaščitili seveda del svojega poslovanja, recimo v proizvodnji. Tako da dejansko čez noč nastal program, se pravi za vodje, kako voditi ekipe remotely in naslednje jutro komunikacija z kompletnim leadership timom, približno 40 ljudi, začnite pripravljati vse, kar je potrebno, da se jim navodili, da bodo timi lahko začeli delati od ponedeljka naprej od doma. Potem soočanje tukaj z 3, bom rekel, različnimi skupinami ljudi naprej. Ena skupina je, se pravi ta, ki smo jo poslali delati od doma, zato da smo zaščitili druge. Seveda to je treba skomunicirati ostalim, da razumejo. Recimo timi v prodaji, ki so terenski timi, seveda v enem trenutku so se zaprli, se zaprl v bistvu kompleten Horeca biznis, tako jih je bilo treba prestaviti na trgovine, ampak na drugi strani iz vidika njihove varnosti, spet njihovega zdravja, kako zagotavljati ustrezne ukrepe, kako jih ustrezno zaščititi, da so v bistvu v tem nepredvidljivem okolju, na katerega nimamo vpliv, se tam prihajajo, bom rekel, v stik z strankami in tako naprej, da jih bomo ustrezno varovali. In tretja, recimo, skupina ljudi, ki dela v proizvodnji ali pa v tem delu oskrbne verige. Na eni strani logistika, srečuje se še vedno z logističnim prometom, ki prihaja iz Italije, dobavitelji in tako naprej, kako zaščititi tiste vstopne točke, bom rekel, neke naše zunanje meje, dobesedno braniti pred vdorom in timom, ki so v proizvodnji, seveda dati vedeti, da je njihovo okolje varno in da v tem varnem okolju seveda pač enostavno potrebujemo njihovo delo in učinkovitost in vse to, da seveda lahko zagotavljamo, bom rekel, te osnovne stvari, se pravi tok produktov do na koncu tistih polic, kjer še vedno lahko naši produkti pač grejo v prodajo. Tako da bilo je zelo negotovo okolje, jaz ga tako obdobje razdelim mogoče na 3 tedne. Prvi teden je bil ta teden prilagajanja in bom rekel kar res ekstremnega kriznega upravljanja. Potem drugi teden, bom rekel, vikend počitkov je pa bil tako zame, bom rekel, en najboljših tednov v moji karieri, ker so ljudje prišli spočiti nazaj in enostavno so se v tistem trenutku zavedli, da smo naredili vse, kar smo lahko, da smo ustvarili ustrezno varno okolje in na drugi strani, da zdaj je treba pač riniti to zgodbo naprej. In drug teden smo zaključili v bistvu z lahko rečem, samimi rekordi povsod. Se pravi, na eni strani produkcija količin, ki nikoli v najboljših časih niso bile sproducirane na liniji, do ekstremno visoke učinkovitosti ali pa produktivnosti timov, ki so delali od doma, čeprav soočeni z vsemi težavami, o katerih je Robert rekel in se popolnoma strinjam z njimi, da je zdaj čas tudi tega obvladovanja seveda ključen, do nenazadnje kar naenkrat nekega volonterstva in prostovoljstva, recimo timov sodelovati v produkciji in tako naprej. Veliko tega je bilo, s čimer smo se soočili, enostavno lahko mogoče rezimiram tako, v tem obdobju zdaj v 3. tednu črpamo neke neprepoznane rezerve prej v, bom rekel, normalnem obdobju. Ključne so še vedno vrednote, ki jih imamo in enostavno vse ukrepe, ki jih sprejemamo in, bom rekel, vsa politika, ki jo postavljamo, je tista, da vedno sledi vrednotam podjetja. Seveda so pa tukaj zelo pomembne stvari, ki ste jih že izpostavili, komunikacija, res zelo pomembna, eno je na dnevni bazi od 1 do 500, potem pa 1 na 1, leadership se tukaj pokaže kot ključen in pa ja.
Ok, super. Hvala, Gregor. Še nadaljujem, nekaj. Ja, ok. Moram malo paziti na čas, ker 45 minut je predvideno, tako da bom zdaj nas kar povabila v drugi krog. In sicer zdaj bi pa malo z drugim vrstnim redom, mogoče zdaj začnemo z na čem žanjete, a ne? Probali bomo pogledati naprej, kar opozarjajo zdaj svetovalci, da zdaj vsi smo zazrti v to krizo, kaj je pa next step. Tako da mogoče, če začnemo z Zemanto, Florian pa Tadej. Prvo ste zelo vlagali v dobro počutje ljudi. Situacija se je spremenila, cona udobja je ni, prihaja drugi svet. Se pravi, če se miselno preselimo v 2021, pride drugi virus. Možno je, da bo nova epidemija virusa septembra. Kaj je tisto, v kar ste vlagali in zdaj razmišljate naprej, se pravi, ta vaš milje, krog, da vas bo delalo odporne v naslednjih letih? Kaj je tisto, kar čutite, da vam bo pomagali, da boste vzdržali in da boste odporni na popolnoma nove okoliščine v naslednjem obdobju? Probajte čim bolj strniti, ne? Ja, lahko jaz začnem tukaj. Tako, jaz mislim, da pač ključna stvar beseda tukaj je zaupanje med zaposlenimi in med vodstvom. Rad bi še eno stvar poudaril, samo pač, ko govorimo o tem, da nam je pomembno dobro počutje zaposlenih, marsikdo to mogoče razume kot ping-pong miza v pisarni, dostavljena kosila in tako naprej. Ampak kljub temu, da pač seveda kosila dostavljamo, ping-pong miz nimamo, to ni glavna stvar. Jaz dobro počutje razumem kot, naprimer, to, da ljudje imajo izzive, da vedno delajo zanimive stvari in da rastejo v svojem znanju, da imajo avtonomijo. Mi vedno poskušamo ljudi tretirati kot odrasle, odgovorne, poštene ljudi, ki imajo najboljše namene, in temu primerno se potem tudi obnašajo. Se pravi, vloga menedžerjev pri nas ni, da se nekako kontrolira pa podobno, ampak da se v bistvu podpira ljudi pri tem, da sami dosegajo cilje, ki jih morajo. In da imajo to avtonomijo. To je nekaj, na čemer v kar vlagamo praktično že cel obstoj Zemante. Drugi aspekt tukaj, ki pa je še bolj povezan z dobrim počutjem, je pa psihološka varnost. Jaz si mislim, da sigurno obstajajo podjetja, kjer se napake kaznujejo in tako naprej. Pri nas je pač zelo močna kultura, da se napake nikoli ne kaznujejo, ampak se vidijo kot priložnost za učenje. In tako, imamo situacije, kjer inženir naredi napako, ki stane podjetje več $10,000 lahko. To se zgodi lahko večkrat na leto, ampak nikoli nihče ni kaznovan zaradi tega. In to v bistvu ima izjemen efekt psihološke varnosti za vse. To se jemlje kot pač napake, s katere se lahko nekaj naučimo, izboljšamo, kako delamo, in zgradi ogromno zaupanja med ekipo, po mojem mnenju. Okay. Tako da, to je to, na čemer gradimo. Se pravi, s splošnim poštenim odnosom in s to gradnjo zaupanja, mislim, da to nam da nekako veliko kapitala pri ljudeh, da ko pride do težkih situacij, v bistvu se to potem vrača na zelo pozitiven način. In se boste tudi srednjeročno lahko na to naslonili, ne? Imeli pogum, da se naslonite na nič, kot pravijo, ne? Kar ne vidiš. Tako, Okay. Ja, jaz mislim, tako. Ok, Tadej, še kaj za dopolniti? What he said, ampak načeloma mislim, da je res to zaupanje zelo pomembno in tudi znotraj same ekipe, recimo čisto osebno del moje ekipe je v New Yorku in since day one je remote management. Res, da se vidimo parkrat na let, ampak to zaupanje, ki ga ima vsak čist medekipno ali pa med menedžerjem in hkrati tudi neka mantra, da zmeri smo si sami izberemo, kaj je pomembno in imamo pravico prioritizirati stvari, da bo naše delo pravilno in dobro opravljeno. To je nekaj, kar nas sigurno dela močne in tudi skrbi, da so ekipe trdne in močne tudi v takih situacijah. Je pa pač tudi, ko je bilo omenjeno, kaj bo drugo let 2021, pa to je tudi to, kako se pač hitro prilagodiš trgu, kar pa mislim, da je tudi nekaj, kar sama Zemanta je itak bila zmeraj agilna v takih stvarih, tako da ne vidim sploh problema v tem.
Ok, v redu, hvala lepa. Če Roberta mogoče povprašamo, Genij, kaj pa je tisto pri vas, recimo tako, kar je zaslediti, pač vi niste majhno podjetje, ne, ste veliko podjetje in pač menedžerska stroka modrost pravi, da kultura poje strategijo za zajtrk. Pri vas ste ogromno vložili v to organizacijsko kulturo, ki jo imate, to je spremljalo tudi dvigovanje plačila ljudem, pa to, ali je organizacijska kultura tisto, na kar se naslanjate zdaj za next steps, oziroma kako boste zdaj vodili, Robert, kot leadership, kaj je tisto, kar zdaj bo vleklo omenili ste že prilagodljivost, se pravi potem tudi to, da je delo organiziraš prvo za privatnim življenjem, če se malo pohecam, ne? Tako da, kako vidite vi ta srednjeročni nek pogled, Robert? Dobro, po svoje smo imeli malo sreče. Malo sreče zato, ker smo začeli z lanskim letom v bistvu zelo obsežen projekt spremembe kulture, ki je nujen zato, da izpolnimo svoje novo poslanstvo. Mi smo se pač iz klasičnega trgovca z energenti želimo preobraziti v neke vrste tehnološko podjetje ali pa storitveno podjetje, nekako v smeri tega, kar razlagajo fantje iz Red Orbita in Zamante, pa je to pri 500 zaposlenih kar velik izziv, ampak ker smo te korake začeli še v predkriznih časih, nam to zdaj, saj za moje pojme, neizmerno pomaga. Izpostavil bom 2 projekta, ki smo jih zaključili tik pred to COVID krizo. Eden je bil dobesedno grajenje mentalne odpornosti. Vsak od naših zaposlenih je dobil priložnosti, in je 6 tednov delal s Saro Isakovič na programu izgradnje osebne mentalne odpornosti, od dihalnih vaj naprej in vse do konca do vizualizacije. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se vse začne na posamezniku. Pravi, želeli smo, da se vsak zaposlen kot posameznik sam sebi zna pomagati, tudi v situacijah, ko so stresne. To se običajno pričakuje samo od vodstva, ostale pa vedno pozabimo. No, mi smo rekli, bomo poskrbeli za vsakega. Drugi projekt, ki je pa bolj kolektivno naravnan, je bil pa projekt prenove teh razvojno-ocenjevalnih razgovorov itd., kar se sliši banalno, ampak ni. Ravno ti razgovori, ki so prej potekali nekje na 6 mesecev na 1 leto, so se danes pri nas tik pred krizo zreducirali na tedenske. In to, kar so prej ostali razlagali, kako imajo 1-na-1 tedenske razgovore, je pri nas postala zdaj zapovedana praksa za vsakega od vodij. Vsak team lead je dobil nalogo, da mora svojimi imeti redno, strukturirano, ne poročanje, razgovor, enkrat na teden in še lepše, vmes smo si izdelali zelo tako enostavno digitalno orodje, s katerim lahko še upravljamo s počutjem zaposlenih tekom njihovega opravljanja njihovih nalog. In ko govorimo o počutju, se zakaj to ravno zdaj v krizi pokaže, ker se izkaže, da ko spremljamo zadovoljstvo ob doseženem, je zadovoljstvo zelo visoko. Ko spremljamo počutje ob opravljanju nalog, pa najdemo vse tiste mehke trne, da rečem, ki ljudi ali pa zaposlene nekako motijo, zakaj niso bili pri nalogi ne samo zadovoljni z doseženim, ampak tudi se dobro počutili. Na ta način v bistvu 2 svetova uspemo pokriti, ki sta na videz povezana, jih pa običajno kar zanemarimo. In kot rečeno, srečo smo imeli, da smo ta projekt štartali v lanskem letu, da je zdaj dobesedno tik pred izbruhom ali pa tik pred odhodom na delo na domu, sta oba projekta bila ali zaključena ali pa diseminirana. In nam to zelo pomaga zdaj, še bolj nam bo pomagalo takrat, ko bomo prišli v okrevalno fazo. Ok. Doktor Golob, hvala za tole. Eno vprašanje vmes smo tudi dobili za vas, tako da bi jaz potem, če Gregor dovoli, Gregor bi vprašanje, drugo in tretjo pri tebi potem v naslednjem krogu združila, pa bi mogoče zdaj samo še doktor Goloba prosil, da interpretira vprašanje in sicer, tako na kratko prosim, doktor Golob, če bi lahko govoril, how in a large company do you handle manage bottom-up feedback and ideas in an organized and meaningful to improve effectively work environment and performance?
Reports and numbers not necessarily paint a full picture to high-level management. Thank you. Če smem samo dodati, dr. Golob, torej kako uspete upravljati ideje in vse to v organizaciji, plus, če povežem s tem, kar se napoveduje, da se bojo KPI, metrike, ki jih bomo spremljali v prihodnosti, zelo spreminjali, kar konec koncev vi tudi že poveste, da ste že začeli delati s tem, da merite počutje. Tako da, na kratko, mogoče, kaj je tisti vaš vzvod, bom rekla, da uspete obvladovati? Spet, če sem iskren, bom povedal, da smo do zdaj to počeli izrazito na področnem nivoju. Se pravi, nekako je bilo prepuščeno, da so ideje zbirali vodje. Nismo imeli centralnega sistema. Centralni sistem smo začeli vzpostavljati pred 6 meseci, vzpostavili smo pravila in ta centralni sistem, sploh inovacije, je zdaj nekako zaživel. Je pa ključno, še pred njim, je pa ta sistem ciljnega vodenja. In priznam, da smo dali poudarek najprej na ciljno vodenje, šele potem na centraliziran sistem upravljanja z inovacijami. Tako da nas ta naloga na nek način, ali pa izvedba te naloge še na nek način čaka. Verjamem pa, da v teh razmerah, pa bo moče zvenelo malo čudno, nam pride zelo prav, da smo dali tak vrstni red. Se pravi, da imamo najprej poudarek na zaposlenih, tudi na njihovem počutju, in šele potem na poslovnih idejah ali inovacijah. Nikoli nismo imeli težav z številom inovacij, če smo imeli težavo z učinkovitostjo izvedbe, verjamem pa, da so zaposleni ključ in prva zadeva, ki jo moraš pri tem obdelati. Okay. Hvala lepa, dr. Golob. In bi nas pa zdaj predstavila še v tretji krog, če se strinjate, in sicer bi pa mogoče začela z Gregorjem. Na kratko, Gregor, prosim, ker imamo še slabih 8 minut do konca, tako da si razdelite ta čas, a ne? In sicer zdaj pa čisto na kratko, ti si prej, ko smo se mi pripravljali, preden se je webinar začel, že povedal, da prihaja neka nova normalnost. Pa me zanima tako v 2 stavkih, če lahko poveš kot preizkušen HR-ovec, kaj bo ta nova normalnost, ki prihaja. Nič več ne bo tako, kot je bilo, stvari se radikalno spreminjajo. Kaj je tisto, kar ti vidiš, da bo drugače v odnosih podjetje, zaposleni, kako bomo delali? Zdaj, ne vem, če smo ljudje pripravljeni še na en šok, poleg tega šoka, ki ga zdaj doživljamo, da potem, ko se bo ta končal, bo pa moralo biti vse drugače. Jaz mislim, da bomo veliko delali, da bomo vzpostavljali, pa jaz upam, tiste, bom rekel, pozitivne stvari iz mogoče pred krize, pa vzeli pozitivne stvari, ki smo se jih naučili med krizo in na ta način nekako vzpostavljali nove odnose, predvsem pa še več poudarka bo tudi naše podjetje je v bistvu v neki transformaciji kulturni in jaz verjamem, da bo ta kriza konkretno za nas prinesla en kako naj temu rečem, pospešek k tej kulturni transformaciji, ker točno zdaj se nekako kažejo, katere so prave vrednote, katera so prava vedenja, ki podpirajo te naše vrednote in kaj moramo ohraniti potem za prihodnost. Bo pa še kar nekaj časa trajalo, sicer govorim zdaj izven organizacije, čisto enostavno v naših glavah, da bomo razumeli, ko bo enkrat virus premagan ali kakorkoli naj temu rečemo, razumeli, da to zdaj, ko je virus premagan, pa ne pomeni, jutri grem pa, recimo, da bo to že poleti, grem pa na dopust v hotel, v katerega sem vedno šel, zato ker hotela verjetno danes razen, da stoji stavba, ni. Treba bo dejansko začeti vzpostavljati, bom rekel, vse te storitve, procese, vse ne iz nič, z nekaj izkušnjami, ampak na novo, ne? In to, kar nas čaka v naslednjih, ne vem, pol leta ali leto dni, je pač predvsem po mojem na novo grajenje pač te naše družbe. Okay. Po mojem to najboljše povzeto. No? Ok, hvala lepa. Andraž, v vašem podjetju ste zelo gradili na accountability, direktno odgovorni posamezniki. Veliko ste vložili v to. To vam je pomagalo zagotovo, da ste prišli do sem, da rastete. Zdaj pa od tukaj naprej, kako bo ti to prišlo prav kot direktorju Red Orbit
in kaj zate nova normalnost? Ja, jaz mislim, da to, da smo gradili na teh samostojnih posameznikih, ki so odgovorni sami zase, da se je že zdaj zelo, zelo izkazalo za pozitivno. Treba si zavedati, da prvi teden karantene, da je bilo to 3 tedne nazaj, bi morali mi organizirati konferenco v Portorožu mednarodno 800 udeležencev pa 50 speakerjev iz vsega sveta. Mi smo to konferenco mogli mislim, da smo 3 dni porabili, prestaviti na online. Prav, hvala Bogu, da smo tako organizirane ekipe, pa toliko odgovorne posameznike, ker na eni strani smo mogli celo konferenco predstavljati, ker je delala ena ekipa, na drugi strani normalen business laufati, naprej na tretji strani vse shiftati v kaj se zdaj dogaja, ko bomo vsi v domu delali. In to se tudi zdaj zelo, zelo dobro kaže. Mi smo odprli, mi rečemo temu New Hope projekt, odprli smo en zbiralnik idej. Cela ekipa samo od sebe not dajo ideje in nekako si jih potem ocenjuje drug drugemu idejo, kjer so najbolj realne za izvedbo. Tako da izhajamo iz tega, da smo empowerali ekipo, smo jo vključili in so vsi vključeni, inovativnost, agilnost, hitrost, pride izredno do izraza in to se že zdaj kaže. Drugo, kar se nam pa zelo koristi in nam bo v prihodnosti še bolj koristilo, je pa to, da mi smo že dolga leta izredno veliko vlagali na izobraževanje same ekipe in tudi izobraževanje trga. In zdaj trenutno mislim, da tudi slovensko gospodarstvo zelo veliko rabi znanje, kaj se da na digitalno narediti. Tako da tudi z tega stališča vse webinarje organiziramo, jih bomo še naprej. In mislim, da v prihodnost, če se malo navežem na tvoje vprašanje, še o tem, kaj nas čaka nova realnost, jaz mislim, da se ne bo tako hitro vse vrnilo naprej. Te spremembe, ki jih zdaj vidimo, so drastične življenjske spremembe in bodo pustile nove vzorce v načinu, kako komuniciramo, kako kot podjetje delamo, kako kot posamezniki živimo in kako kupujemo. In jaz mislim, da iz tega se bojo dobre stvari tudi šle in te bomo ohranili tudi v prihodnosti. Tako da bo čisto drugače. Ok. Zdaj tako, zdaj se moramo zmeniti, ne? Zdaj bi jaz dala še Zemanti, da samo pokomentirate novo normalnost, potem pa Andraž, gostitelj, a imamo na voljo še kakšno minuto več, imamo izredno zanimivo vprašanje še za PLU. Ok, dobro, udeležencem pa tudi upam, da bo prav prišlo. Torej, Zemanta, kako še vi vidite novo normalnost, ki je pred nami? Okay. Jaz se zelo strinjam s tem, kar je Andraž povedal. Jaz mislim, da svet bo postal predvsej bolj remote na splošno. Sicer je zelo odvisno od tega, koliko časa bo ta situacija vztrajala, ampak to jaz mislim, da ne bomo šli nazaj na isto, kot smo bili prej. Za nas konkretno, recimo, kar bo to verjetno pomenilo, do zdaj smo bili večinoma v pisarni, občasno je kdo delal doma. Zelo verjetno je, da ko se imamo možnost vrniti nazaj v pisarno, da bomo v bistvu nadaljevali nekem malo bolj hibridnem načinu v prihodnje. Ker vidimo veliko prednosti tudi v remote delu. Okay. Doktor Golob, z vami bi zaključila, tako da bi dala sam prej tem, Gregor, če bi lahko pokomentiral, glede na to, da ste proizvodna. Ne? Tako je, ne, da ljudje, ki delajo v proizvodni, to sprašujejo konkretno tudi iz proizvodnega podjetja, 200-300 ljudi v proizvodni, 300 ljudi v administraciji in slaba volja iz proizvodne, oni so lahko doma, mi moramo pa delati in tako, kako pravzaprav to komunikacijo izpeljete, da nimajo ljudje, se pravi, v proizvodnji občutka, da so oni deprivilegirani in bolj izpostavljeni. Bom probal čim krajše razložiti. Se pravi, mogoče prejšnjega vprašanja, o katerem jaz nisem sodeloval, ampak tista naša, bom rekel, nekako vrednota ali aktivnost, ki je prenesla to, da smo v tem Zlata nit projektu nagrajeni, ta safety first, ne? Se pravi varnost. Ne? In to je nekaj, kar tudi, bom rekel, zelo pomaga zdaj v tem času. Na eni strani je velika zahteva in visoko pričakovanje, da si še toliko bolj seveda uspešen ali pa prineseš rezultate na področju varnosti, na drugi strani pa seveda prednost. Ne? In zdaj, kako smo to komunikacijo izvedli? Rekli smo kot prvo, to okolje je varno, se pravi, proizvodnja je varno okolje. Zakaj je varno okolje? Zato, ker imamo vse ukrepe, ker imate vso varnostno zaščitno opremo in če se vsak posameznik, ki je odgovoren za varnost in za zdravje, drži teh ukrepov, potem to okolje je varno.
In ne samo, da se drži ukrepov v podjetju, ampak tudi doma in s tem na nek način tudi varuje celo družbo, ne samo našega podjetja. Ne. Zdaj pa ta diskrepanca, ne, ta je bila ena težjih in ta je bila tisto, zakaj smo se še ob 12. tistega dne odločili, ne ljudi postati doma, potem pa je bil tak preskok. Ne. Kaj? Enostavno komunikacija je šla v to smer in še ves čas gre. Ti ljudje delajo od doma zato, ker s tem ščitijo vas v proizvodnji, ki ne morete delati od doma. Zato, ker manj kot je ljudi na kupu, to nam pa govori, zdravstvena stroka in vsi ti strokovnjaki, manj kot je ljudi na kupu, manjša je možnost prenosa, torej manj je nekih tveganj za zdravje. In zato oni delajo doma, ker lahko. Vi pa delate seveda tukaj in ste zaradi tega bolj varnem okolju, ampak delate pa seveda zato, ker pa podjetje pa mora imeti svojo poslovno kontinuiteto. Če tega nima, potem bomo verjetno v zelo kratkem času vsi doma brez vsega. Ne? Mi enostavno moramo vzdrževati osnovne procese, zato da imamo to kontinuiteto in vsak more v tem konceptu, jaz sem rekel na začetku 3 skupine ljudi, vsak v svojem konceptu, okolju mora dati vse, kar lahko in predvsem na prvi vrsti še enkrat poudarjam skrbeti za to, da izvaja te ukrepe, zato da je okolje potem seveda varno, v katerem dela in da je na drugi strani tudi družba varna. Ne? In seveda tudi naši produkti varni, ne, nazadnje so to živilski produkti. No. Okay. Upam, da sem odgovoril. Gregor, odlično si odgovoril. Imamo sicer eno vprašanje glede na team buildinge, so se izkazali za efektivne ali zgolj potrato. Mislim, da smo na to na nek način že odgovorili za Zemanto, ne, da kosila se dobavljajo, to veliko druženja, tako da ne vem, če bi kdo to še kaj komentiral, mogoče. Jaz bi samo rekel, da team buildingi so lep dodatek občasno, vsaj pri nas, ko na njih gledamo, ne gradimo pa kulture skozi team building. Okay. Jaz se popolnoma strinjam. Ja, se strinjam z odgovorom, pa mogoče zakaj tudi mi uporabljamo team buildinge, je povezanost med ekipo. Tam je še zmeraj malo bolj neformalno okolje in gradi tudi boljšo osebno povezanost med vsemi člani. Okay. Potem pa preden dam besedo, bi se pa navezala z zadnjim vprašanjem zadnjega kroga še na doktorja Goloba z besedami od Gregorja. Gregor je rekel, da dokler vse so dobivali od svoje mame, od holdinga, informacije že januarja, ampak dokler te ne zadane, ne znaš realizirati in ne znaš toliko misli postavljati v to situacijo. Doktor Golob, dajte nam pomagati, da bomo naše misli, tok misli, čim hitreje, na čim bolj pravi način prenesli v tja, kar bo, da nas začne že pravzaprav premikati hitreje v to novo normalnost, kot jo vi vidite. Torej, ta nova normalnost. Kaj je, kako bo, kaj bo drugače od tega, kar je danes? Ok, jaz sem optimist. Optimist pomeni, da verjamem, da se bo stvar enkrat iztekla in da bojo obstajali vsaj izseki v prihodnosti, ki bodo precej normalni po prejšnjih standardih. Ni nujno, da bojo enaki, upam, da bojo boljši. Tako kot so že nekateri predhodniki rekli, to obdobje tudi prinaša nekatere pozitivna sporočila in iz ljudi izvablja tudi pozitivne vrednote. Ena od takih je solidarnost, ena od takih je težnja po samooskrbnosti in tako naprej. Vse to se bo poznalo in zagotovo tudi manj potrošništva v bodoče. Zdaj, koliko bo to uslišano ali ne, bomo videli. Če se pa naveže na to vaše vprašanje, kako se na to pripraviti, bom potrkal na les, pa bom rekel, da mogoče nas je vodila božja previdnost ali pa kaj drugega. Mi smo se začeli pripravljati zelo hitro. Ali je bilo to pogojeno s tem, da pač nekateri od nas živimo blizu Italije in smo videli iz prve roke, kaj se dogaja, in smo dobesedno 14 dni vnaprej znali napovedati, kaj se bo zgodilo v Sloveniji, ko so v Sloveniji vsi ostali samo predvidevali ali pa upali, da se nas to ne tiče prav preveč. Zaradi tega smo prehitevali čas. In tudi danes gledamo zglede iz Kitajske in zglede iz jugovzhodne Azije, kje so oni in poskušamo napovedati prihodnost, kje bomo mi julija. In vse naše aktivnosti v podjetju danes
pripravljamo za julij, spravi za obdobje okrevanja. Mi smo, kar se nas tiče, smo z obdobjem COVID-a zaključili in še enkrat, bili smo fantastično uspešni v poslovnem smislu. Ampak zdaj je tisto, kar nas skrbi julij in gledamo izključno v julij in vse naše aktivnosti so usmerjene v julij. In to, da poskušaš projecirati samega sebe v prihodnost in si pomagati z zgledi iz drugih izkustev, ker samih pač nisi še imel, je mogoče odgovor na tisto vaše vprašanje. Ok, v redu. Mislim tako, glede na to, kar ste povedali, se mi zdi pravzaprav tako, da bi znižala, diskontirala vrednost temu vsemu, kar ste povedali, če bi skušala narediti tukaj en sklep, tako da ne bom, vabim udeležence, da ga tako kot rečejo v Zemanti in v Red Orbitu in podjetjih, s katerimi smo se danes pogovarjali, da razmišljate z lastno gnavo, avtonomno, uporabite tisto, kar vam pride prav, ostalo morda na zalogo ali pa kdaj drugič ali pa komu drugmu. Tako da hvala, najboljši zaposlovalci, ker ste z razlogom najboljši, ker to dokazujete in tudi s to vašo pripravljenostjo za naprej in tudi, da ste zvesti temu, kar se reče, odličnost obvezuje, noblesse oblige. Hvala za to, da ste bili pripravljeni to, kar delate, kar razmišljate, kaj vam zdaj, bom rekla, zaseda vašo pozornost deliti tudi z drugimi podjetji, da bomo imeli več takih podjetij, kot so vaša in čim hitreje in da bomo čim hitreje pravzaprav vsi na lažji način presegali to obdobje in bili v njemu, bom rekla, zmagovalci. Jaz trdno verjamem, da mi to lahko, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev in da bomo tudi tukaj zmogli neke družbene inovacije, ki bojo naredile to, da bomo imeli neke druge vrste blaginjo, ampak vendarle blaginjo tudi v prihodnosti. Tako da hvala lepa vsem, hvala lepa Boštjan, ki nas je tukaj menedžiral, da smo se videli, da smo se slišali, da smo se brali. Hvala Gregor, hvala Floren, hvala Andraž, hvala Tadej, pa sem koga spustila, sem se vsem zahvalila. Tamara, Petra, bom še kar na zalogo vsem, hvala vsem za odlična vprašanja. Tako da naslednji teden imamo pogovor 9. aprila z tistimi, ki so zgledni po ravnanju odnosu z starejšimi zaposlenimi, z leti še vedno zavzeti, tako da mogoče se vidimo tam z Uniorjem, Labeno in Dobrovito ali pa kje drugje. V vsakem primeru pa bodite zdravi, bodite uspešni in bodite srečni. Hvala lepa. Hvala, živijo. Hvala, adijo. Čau.